CV intervju na si.tv. Naj povemo za tiste, ki bodo to gledali, naprimer leta 2050, da smo februarja 2014 pogovarjali pa se bomo z Andrejem Fištevcem, aktualnim županom letošnjega leta in mogoče še naprej mogoče. Andrej, lepo zdrav. Lepo zdrav. Jaz se bi najprej opravičil tebi, pa tudi gledalcem. Jaz te tikam in zdaj bi bilo napravljanje, da te v intervjuju ne bi tikal. Mi smo dosti liberalna televizija. Mi da se poznava že več kot 30 let v marsikaterem projektu, tudi to je treba obvestiti gledalce. Smo sodelovala, v enih projektih boljše, drugih slabše. V glavnem, CV intervju pa je življenjska zgodba. Ti si rojen Mariborčan ali si prišel s Prekmurja? Ne, rojen v Mariboru, vendar starši so, ko sem se rodil v Mariboru, živeli na naselju elektrarne Vuhred, ker je oče bil zaposlen pri Dravskih elektrarnah celo življenje, praktično celo življenje ali pa 80%, 90% svoje delovne dobe in takrat so ravno gradili te Dravske elektrarne. Kaj pa je delal? On je gradbeni tehnik in je imel različne vloge. Takrat, ko sem bil jaz dojenček, tisto leto pa pol, ko smo bili na Vuhredu, potem smo pa prišli v Maribor nazaj. Torej ni bil v vodilnih strukturah? Ne, na Dravskih elektrarnah je potem bil vodja, meni se zdi, odkupa zemljišč, nekaj takega, ali pa v službi, kjer so odkupovali zemljišče za Srednjo Dravo 1, Srednjo Dravo 2. Potem pa vem, da je bil na vzdrževanju teh objektov, da je pešačo vsako leto kanal do Ptuja peš pa nazaj, pa te zadeve delal. Ti si letnik 58? 57. Jaz sem januar, Kozorog, v ascendentu Bik, oziroma ne Bik, Lev, v ascendentu Lev, po kitajskem horoskopu pa Opica. Za tiste, ki pač malo vejo, kaj bi to bilo. Živeli ste potem najprej v Vuhredu? Se pravi leto pa pol v Vuhredu, ali leto 3/4, potem smo se pa preselili tu na Vogal, Trubarjeve pa Krekova. Tam je en blokec nastal Dravskih elektrarn in tam so bili sami zaposleni Dravskih elektrarn. Preko ceste, kjer je zdaj blok pa trgovina, smo imeli vrt z veliko češnjo. Te češnje se spominjam, enkrat pomladi sta prišla starša z nekih volitev domov z eno veliko češnjo. Torej vejo, kjer so visele gor že zrele češnje. In potem sem jih vprašal, kot, ne vem, to sem bil 3-4 leta star, sem jih vprašal, kaj je to, ne? Ja, da sta z volitev prišla. In da smo neko tako predstavo, da če greš volit, da je to nekaj svečanega, ker sem pač češnje jedel. Da prineseš češnje domov. Ja, da prineseš češnje domov. O tem sem spoznal s časoma, da so volitve lahko zelo različne. To je bil čas obveznih volitev, obvezne udeležbe. Pa kaj jaz vem, to je, se pravi, to tam začetek 60-ih. Da ne, ona dva sta bila predtem, predno sem se jaz rodil, oba skojevca, ki sta pa bila hitro razočarana nad takratno to komunistično politiko, pa tudi skojevsko, izstopila, ampak tako kot sem jo jaz videl, sta oba imela neke svoje ideale, za katere sta se prizadevala. In da tudi moja socializacija vzgoja je bila nekako v tej smeri, torej da je pomembno, kaj je prav, da je pomembno, kaj je dobro, da je pomembno recimo neko poštenje, pa take zadeve. Čeprav sta pa oba v bistvu ateistično usmerjena bila. Torej nista iz takih družin prihajala, oče sicer iz bolj tradicionalnega okolja, niže Ptuja, mama pa iz zelo take liberalne, socialdemokratske familije. Stari oče, deda moj, je bil taki, jaz bi rekel, kar kapitalist vaški, ker so imeli gostilno, pa žago, pa mlin, pa on je bil lesni trgovec po Pohorju, je odkupoval les za spravilo, ki so ga potem po Dravi splavi spravljali dol pač v tuje kraje.
Pred drugo svetovno vojno. Pred drugo svetovno vojno, ampak je bil majstroborec, tako da je bil zelo tak, bi rekel, narodno zaveden, tudi družina cela Vivot pod njegovi strani, recimo njegov od dedeka brat njegovega je odkupil in uredil Hudo luknjo in tudi bankrotiral zaradi tega, ker je toliko vložil v Hudo luknjo, v ureditev Hude luknje. Kaj je to Huda luknja? To je ta prehod tukaj gor proti Velenju in to je ena jama. Ena jama, ki so jo potem Slovenci oziroma deda kot Slovenec zaveden uredil, zato potrošil ves denar, ki ga je imel in je moral bankrotirati. Ja. In potem so mu Nemci nudili poplačilo, torej da bi lahko se rešil bankrota, bi lahko ohranil celo kmetijo, pa še duplo bi dobil, torej bi zaslužil s tem. Ne. In ni želel in je potem moral osebni stečaj razglasiti. In je to v naši mitologiji družinski je taki dogodek, kjer tudi obstaja odločba, ne, da je bankrot bil storjen iz častnih razlogov, nekak v tem smislu. Ja, no, tako da deda je bil, kljub temu, da je bil v bistvu, torej, da je bil, bi rekli, buržuj vaški, ne, je bil socialno-demokratsko usmerjen in je tudi potem bil edini demonstrant za časa torej, tega pakta Maček-Hitler in se je po vasi Socki z motorjem vozil pa staro jugoslovansko zastavo pa se daro bolje rad njegov pakt. Tako da potem, ko so Nemci prišli, so družino popakali pa poslali v Srbijo. Tako da to je pa pol zgodba. So preživeli? Vsi so preživeli. Tudi zahvaljujoč tem socialnim mrežam, zahvaljujoč socialnim mrežam, ki jih je imel deda, ker je, izseljeni so bili v Srbijo in potem, ko je partizanska vojska od juga osvobajala Srbijo 1944. leta, so izgnance dali na konvoje pa nazaj v Slovenijo, od tod pa lifrali morali biti v Berlin v neko tovarno streljiva. Tukaj v Melju, se pravi po 4 letih oziroma 3 letih so prišli nazaj v zbirno taborišče v Melje. Tam pa je deda poznal enega kapota Slovenca, ki je pač te spiske in te stvari urejal in jih je dal na drug transport. Tako da je družina šla na Južno Tirolsko, kjer so potem preživeli. In potem so se pa vračali tam v zadnjih dnevih vojne, ampak po našem štetju. Torej to pomeni te dni potem, ko je v glavnem Evropa, ko je nacizem položil orožje v Evropi, tako da so še doživeli vso tisto, bi rekel, kalvarijo teh ustaških, četniških, bolgarskih, nemških, vseh teh vojsk, ki so se tudi s civilisti umikale preko naših krajev in poboje, ki so se potem takrat dogajali. Tako da to, se pravi, ta zgodba pobojev po vojnih je pri nas v družini živela, ker je pač mama pripovedovala, kaj je kot mladenka videla na lastne oči, torej, da je ta reka, tam rečica, ki teče, krvava tekla par dni, da so v gozdovih, recimo, se je geografija gozdov spremenila, ker nekod, kjer so bile vrtače, so postala neka ravna zemljišča in tako naprej. Tako da je potem ta zgodba teh povojnih pobojev me na nek način ni našla nepripravljenega, ko je to bilo tam konec ali pa v sredini 80-ih, ko to postala ali pa že v tam konec 70-ih neko tako prepovedano čtivo. Če se spomniš, recimo iz otroštva najprej osnovne šole ali mogoče kaj iz mesta, iz 60-ih? Iz otroštva se jaz spomnim že vrtca, ko smo z bratom vrtec hodila. Imam dva taka močna spomina, ali pa več močnih spominov. Eden je bil povezan s tem, da smo neke papirje lepili skupaj, pa da smo morali, to je v Kosarjevi, je bil en vrtec, še zdaj tam enota vrtca in smo hišnici ali pa vzgojiteljici, skratka v vrtec je bil pritličje v prvem nadstropju, smo morali dežurniti prvo nadstropje polepilo, ki so ga sami kuhali iz škroba in pa smo tisti škrob podevali in papirje gor lepili in tak. Tisti von mi je še zdaj v nosnicah. Potem pa to, da so me hoteli šemiti starši, in to je bilo meni nekaj strašnega. Šemiti? Da sem bil pustna larva. Zapust, ja.
In to je bilo za me nekaj strašnega, da hoče nekdo meni spremeniti podobo, ne. Tako da, da se mora biti neki kuharček ali črnček ali neke take zadeve. In to mi je bila neke vrste, to je bila muka, ne. Tega nisem se s tem mogel prav poistovetiti. Tako da za tem šemljenjem imam še vedno malo težav. Čeprav so me pol družina, ko so bili mali otroci, me malo tu zmehčala, tako da smo se skupaj šemljali. Šemljenje v različne uniforme, naprimer. Ja. Tako da to je vrtec, šola, osnovna šola Antona Aškerca, tega v Mariboru več ni, zdaj se to imenuje Bratov Polančičev. To je bilo tam pod parkom, pod piramido, pri parku. Imam zelo lepe spomine, predvsem na te poti v šolo pa iz šole, ne, ker to je bilo dosti igre, potem, ko smo bili večji, fuzbala. Šola pa kot šola, ne, v ponedeljkih mi nekako najbolj ni bilo v šolo zaiti. Bi kar doma ostal, mi je bilo doma lepše. Nisem si pa nikdar upal iti surovega krompirja jesti, ker to je baje pomagalo, da si vročino dobil. Ja. Kakšni znani sošolci iz tistih časov? Pa bolj malo se vidimo. Zdaj je tudi mogoče kakšne javne osebnosti, ki je, kolegi, karkoli? Tudi, vse različne zgodbe so. Z enim se srečujem recimo tukaj, ko servisira naše naprave, te fotokopirne stroje. En sošolec je profesor na ekonomiji. Zelo različne zgodbe, eni so kmetje. Zelo različno, ne? Vsak je nekako šel po neki svoji poti, ki je pa na nek način bila že začrtana z, bi rekel, z družbenim položajem staršev v osnovni šoli. Zdaj v osnovni šoli sem nekako, imam dva taka, mislim, se imam več flešev, ne? Ampak en taki fleš je povezan z umetnostjo, ko so nas hodili testirati naše glasbene sposobnosti. In pa so ugotovili, da bi jaz pravzaprav bil dober baletnik. In meni se to zelo ful fajn, da je bil baletnik, sicer mi ni bilo čisto jasno zakaj, ampak nekako fino mi je bilo, ne. In sem doma povedal, da me zašel v glasbeno šolo, ja, in kaj boš prišel? Ja, balet, in potem je ata skoraj v nezavest padal, z tega nisem razumel, zakaj. Zdaj razumem. No, potem pa je pač nastal nek kompromis, da bi naj igral harmoniko, ne. To pa meni sploh ni bilo, ne. Ker sem že pred osnovno šolo nekaj se s to harmoniko trudil pri gospodu Matjašiču pa njegovem ansamblu harmonikarskem. Potem pa sem par let pač moral se s to harmoniko ukvarjati, pa solfeggio, pa s tem, ja. Ko smo že pri muziki, ne, v 60-ih, ne vem, če si bil mogoče premlad takrat. Ne, nisem bil. V 60-ih v Mariboru je bila močna rokovska scena. Ja, dobro, jaz... Rock and roll beat scena. Ja, nisem premlad, da bi res bil čisto zraven. Ne, v Halo C sem hodil, ne. Samo nisem pa bil tako zraven, da bi bil recimo tako kot, kaj vem, Zvonko Babič-Kurbus pa Zdenka Kurbus, ki sta bila čist v središču tega dogajanja takrat. Ustvarjalca pravzaprav. Ja, v bistvu producenta teh prvih rock bandov in prve te rock scene. Z njimi se je bilo pametno ravno o tem pogovarjati. Zvone Babič in Zdenka sta že bila druga generacija. Že druga. Še starejša. Ne, jaz sem tu, ker se tega tiče premlad. Se pa spomnim, da enkrat sem opazil plakate ene skupine Fields of Wonder, pa se mi tako imenitno zdelo, da ti Angleži zopet Mariboru špilajo, ker nisem pomislil, da je to mariborska skupina. Čudežna polja. Ja, no, potem sem to nekako zregistriral, ampak to je že moralo biti konec osnovne šole. Drugač pa dol v Halo C je tudi bilo to tako univerzalno prizorišče, tudi recimo za te razne pustne plese, pa to, ko smo šolali, najprej morali en krog po mestu narediti, pa smo pa šli dol, pa smo doli kao plesali, ne. Ja, smo tudi po srednji šoli, to je bila kultura, v bistvu, srednje šolce celo. Potem pa kot srednje šolci, to pa je bilo normalno, da se je šlo dol na muziko poslušati ali pa plesati tudi, ne. Imam dva podvprašanja, ki sta izven toka dogodkov zdaj. Kaj misliš, zakaj takrat uredništva katedre, nobeno uredništvo katedre ni sodelovalo za to sodobno glasbeno sceno? Ta intelektualna scena je bila čist ločena. Ja, jaz sem se s tem malo ukvarjal. Sam, da sem to pa predvsem, ko so
2 ali 3 moji študentje so delali diplome z tega področja in jaz bi dal odgovor v tem, da je bila katedra zelo politično usmerjena, ne, je politično premišljevala, ne. Ni bila toliko, bi rekel, subkulturno, če zdaj ta termin uporabim, usmerjena. Imam pa torej že kot začetek srednje šole močne spomine na Ljudski vrt, pa na recimo Bijelo dugme, ne, koncert in sploh na koncerte v Ljudskem vrtu, ne, tudi Rock Boom festival prvi, ki je bil v Mariboru, ne. Tako da, kot rečeno, sem pa še malo premlad, da bi čiste začetke, ne, tako da tam sem bil pač malo potrošnik takratne drugačne kulture. Lahko pa povem anekdoto iz osnovne šole, ne, ko je bitlomanija, torej na začetku osnovne šole, ko je bitlomanija razsajala, ne, in tista Beatlesi, ne, in sem jaz pač neko svojo predstavo Beatlov in njihove glasbe ustvaril. Pa smo prišli na obisk k eni mamini prijateljici in ona je imela starejšo hčerko, že zdaj pokojno, ki je pa Beatle poslušala, ne, in potem je bil tak en svečan dogodek po kosilu, da smo lahko šli otroci Beatle poslušati in sem bil ful razočaran. Res sem si predstavljal, da je to nekaj takega nezemeljskega, ne, ampak ne vem, smo pa kaj malo bolj milozvočnega takrat poslušali in mi ni bilo jasno, kako so lahko oni tako drugačni, pa torej, da celo pojem Beatles obstaja, če si imel dolgo frizuro, ne, torej... To je bil mariborski pojem štajerski. Ja, štajerski, ne, tako kulturno nesprejemljivi, da celo nekomu lasje strižejo na ulici, ker ima nespodobno frizuro. Frizerska policija. Ja, muzika je pa čisto okej, ne, mislim, vse meni se zdela čisto okej, ne, tako kot Froco, ne. Mitologija, ne? Mitologija je že sproti nastajala, ja. Drugo zanimivo vprašanje, ne, zvezi s Hala C. Hala C je bila takrat Hala C, obstajala pa še Hala A, Hala B, Hala C, Hala D, ne, D je bil šotor, ne. Hala C je bila del mariborskega sejmišča. Tam se je vedno dogajala Vesela jesen, kot zmotno ljudje mislijo, da je to bil festival narečne popevke, ampak to je bil zaključek Vesele jeseni, ampak je to bil gospodarski sejem pravzaprav, ne. Gospodarski sejem, ja. Gospodarski sejem malega gospodarstva v Mariboru. V vseh teh 4 halah, ja. Ja, v vseh 4 halah, pa na dvorišču, kakorkoli. Ne vem točno niti, kdaj se mariborsko sejmišče ukinilo, ne. A se ne bi splačalo o tem razmišljati, da bi Maribor spet dobil sejemsko prizorišče? Ja, to bi jaz mislim, da bi to so še živi akteri, ki so želeli to Mariboru narediti, ne, in se potem, ko se je ta zgodba doli ob Dravi končala, so poskušali tam pri Hali Tabor te stvari delati. In zakaj se je to zgodilo, da so ukinili v mestu? To so napačne odločitve, ne, to so potem prenesli v Celje, vidite, Celje iz tega velik dogodek naredila in so prepoznali kot, ne, in je to pa zdaj en gospodarski pogon tudi, ne, to tam, tako da to je sigurno zamujena priložnost, ne, Maribor je mesto z dosti zamujenimi priložnostmi, ne, to je ena izmed njih. No, ta priložnost je mimo, vprašanje pa, če ni mogoče se pogovarjati o tem, da bi se to... Sigurno bi se dalo, ne, ker ima, gotovo ima prednosti, ne, samo to je trenutno nekih takih resnih poslovnih iniciativ v tej smeri, takih velikih, ne, v tej smeri ne poznam. Ja. Vrnimo se na CV, na tvojo življenjsko pot, srednja šola, gimnazija prva, druga? Prva gimnazija, jaz sem stanoval v Trubarjevi. Ne, tako nekak normalno. Bilo, da če grem na gimnazijo, da grem semo, pedagoški nisem razmišljal. Jaz sem odakrat nekako v glavi, da bom študiral medicino, zato sem tudi izbral latinski razred. Zdaj latinščina mi ni ravno šla od rok, ker smo s profesorjem nekako nismo imeli skupne kemije, čeprav je bil zelo zanimiv profesor Miklič, ampak nekako učenje na pamet mi nekako ni ustrezalo, jaz sem nekaj druga iskal, ne. Tudi njegov način poučevanja zgodovine je bil zelo tak, bi rekel, faktografski, ne. Jaz sem zgodovino nekako bolj
doživljajsko, več soka mi je bilo v zgodovini. Čeprav je bilo pri njemu dosti zelo zanimivo, pouk je bil zelo zanimiv. Ampak prva gimnazija je tudi takrat veljala, kolikor se spomnim, za elitno, za gospodsko na nek način. Tudi komunizmu je bilo, Mariborčani so imenovali gospodska gimnazija. To je bila vodilna gimnazija takrat v Mariboru, nesporno, druga je bila proletarska, ostalo pa se sploh ni tako. Smo bile srednje šole. Ja. Jaz sem bil v eni taki generaciji, ko smo dosti naredili izven šole. Recimo, sem bil v generaciji, kjer smo delali galerijo Avla, razstavišče. To je bilo takrat neki taki novum, takrat ni bilo zasebnih razstavišč. Takrat so bile samo državne zadeve. Avla je še bila do sredine 90-ih pojem v mariborski kulturi. Ja, to pa je bilo povezano malo z življenjem in delom profesorja Remca, ki je to vodil. Potem smo imeli dva teatra. Mi smo, to si štejem, smo bili res ena taka generacija iz Čoča. Mi smo pravzaprav v Mariboru vzpostavili standard malega odra. V teatru ni bilo malega odra. Torej naša generacija, recimo Taras Kermaunerjevo in Artur Londonovo Priznanje, je bila taka predstava, kjer smo odkrili, da se na malem odru lahko tudi zanimivi gledališki formati delajo. In potem v enem trenutku smo imeli celo dva teatra. Enega je vodil, bi rekel, prišlek z druge gimnazije, Teodor Lorenčič. Zdaj tega prvega pa je bila to ena skupina Devetak, profesor je zdaj na biologiji na univerzi, pa Klemenčič, pa Grizold, Nevena Vrbnjak. To je bila pa ta druga skupina. In potem se ta tradicija nadaljevala. Potem je Pandur, malo za nami je potem Pandur svoj teater začel tudi na gimnaziji. In ta tradicija se potem do prvega odra nadaljevala. S tem pa, da so se pač konstelacije, kar se obeh gimnazij tiče, malo spremenile v tem času. Mali oder je kasneje tudi kadriral. Tudi, veliko. Tudi javne zavode. Tudi. Direktorica Ludvika Lišča je bila prej profesorica na prvi gimnaziji in se pravzaprav tega dela naučila skozi to. Tam se naučila posla na nek način. Zanimivo. Začetniki kulturnega projekta. To je zanimivo, ja. Drugače sem pa tudi igral rokomet, že od konca osnovne šole ven, teda sem tudi vodil sekcijo rokometno na gimnaziji. Smo imeli zelo dobro ekipo, ker sem nekako spoznal enega iz Kraljeva, državnega reprezentanta, ki je bil v vojski v Mariboru in potem je bil on ful za to, da nas je treniral, ker je takrat lahko iz kasarne prišel ven, tako da smo bili dobra ekipa, tako da recimo športni pedagog Darko Knehtl je takrat presedlal kot gimnazijec iz košarke na rokomet. Se tako spomnimo, ko je s ping-pong žogico po hodnikih hodil, pa se je učil trojnega koraka, ker v košarki je pač en korak manj. In on je potem tudi, ko je končal kot mladinec v Mariboru, ko je šel študirati na DIF v Ljubljano, je potem igral pri Slovanu, ko je bil Slovan v najboljših letih. Se pravi, takrat je Krivo Kapič bil en taki evropski golgeter in je bil tudi Slovan evropski prvak v rokometu. Jaz sem potem nehal z rokometom, ker sem bil preslab za to evropski nivo. Tista Olimpija, ki pa je bila, pa se mi zdela, da je preslaba za mene. Tako da potem nisem se več tako športom ukvarjal, bolj s kolesarstvom, tekanjem pa take zadeve, kot študent. Kakšen vpliv na gimnaziji takrat imela komunistična partija, recimo, so vas vabili? Mi da smo 4-5 let narazen, mlajši. Ja, imeli smo aktiv. Nas so na tehnični sceni vedno vabili. Imeli smo aktiv. Jaz sem takrat kot mladinec stopil v Zvezo komunistov. To je bil en tak zanimiv dogodek, ker sem bil zelo, kako bi temu rekel, pač razmišljujoč. Imeli smo krožke, delal sem v dijaški skupnosti in tak. Imel sem enega sošolca, take brke, že takrat ima take brke, ful tako odstopa od nas, odrasl Pečanac.
No, vse je profesor tudi na enih mariborskih srednjih šol, oziroma se ukvarja z temi računalniki pa tak. No, in sem imel tak dolg pogovor na Vogalu, Gregočičeve pa Trubarjeve, tam, kjer sem jaz stanoval, ne, in potem je imel argument, ja, lahko je biti kritičen zunaj, ne, težko pa biti kritičen znotraj, ne. Torej, ti si lahko kritičen, ne, ampak nisi v avantgardi, ne. Tako da, to bilo tako, bi rekel, srednje šolsko obdobje. Vse nimam nekega spomina aktivizma, vem samo, da ti moji sošolci, ki so študirali teologijo, so me potem, že ko smo se odrasli srečali, še z nekim strahom gledali, tako da sem moral dosti neumnosti takrat povedati kot predsednik dijaške skupnosti o religiji, cerkvi, pa avantgardi, pa take zadeve. Ampak ta kritičnost znotraj, ne? Ja. Mislim, da je to ena rdeča nit vaše generacije, ne? Vi ste v 80-ih potem se lotevali te kritike znotraj, ne? Z orodji sistema, bi rekli, ne? Koliko se spomnim, si tako nam predaval takrat, ne? Ja. To bi en cel pristop, ne? Ja, to je bil cel in to je tudi bila, jaz bi rekel, cela generacija nekako živela pod predpostavko, da je mogoče sistem od znotraj spremeniti. To je tudi izkušnja študentskega gibanja svetovnega, nemškega, ameriškega, predvsem tega evropskega, ne, da so skušali iti v sistem, pa začeti spreminjati sistem, čeprav se je zelo hitro izkazalo, ne, da je sistem dosti večji od posameznika. Ne. Tako da potem že v 80-ih je bilo jasno, ne, da skozi sistem je zelo težko. Ta dolgi marš skozi institucije, kot se to imenovalo, da posameznika spremeni, ne pa da posameznik. Z orodji sistema. Ne. In tam se tudi potem ta paradigma, torej spremembe sistema z orodji sistema, že v samem študentskem gibanju, skozi nova družbena gibanja, ki so pa bila izven sistema, bi rekli, ne, etabliranega, se začele nove strategije razvijati, ne, torej strategije, bi rekli, družbenih gibanj, ne, raznih, takrat so bila recimo feministična, potem mirovniška, pa take zadeve, pravice živali, ne, in tak naprej. Misliš, da ne bi rabili spet malce tega pristopa, ne mislim civilno-družbenega, tistega tako mislim, da imamo tega spreminjanja sistema z orodji sistema, ne, v kapitalističnem sistemu, ne, tudi slovenska družba sama, ali pa recimo kakšna občina, ali pa mestna občina, ja, katera, da bi z orodji kapitalističnega sistema, da bi znala bolje ravnati z orodji kapitalističnega sistema, ne? Ja, samo tega... To pomeni za akumulacijo kapitala, ne? Ja, se strinjam, ne, samo tu treba biti realist. Treba biti realist, ne, ker moraš imeti, torej sistem je nadpersonalen, ne, nad posameznikom, ne, in je treba imeti, torej moraš biti dobro organiziran, ne, jasno moraš imeti definirane vrednote, ideale, h katerim težiš, da potem, ko greš po tej poti skozi sistem, pa skozi kompromise, da enostavno ne zavržeš idealov, pa da ne spremeniš vrednot, zaradi katerih želiš spremembo. Ne. Da slediš poslanstvo. Ne. Da slediš poslanstvo, ja. No, hočem povedati to, da nimamo pravih kapitalistov, nimamo prave gospode v Sloveniji, ne. V Mariboru sploh ne. Ja, za gospodo je potrebna tradicija, ne. Mi imamo recimo take mitske gospode, kot je bil gospod Huter, ne, kot veliki kapitalist, ki pa je bil zelo, bi rekli, socialno čuteč, ali pa mogoče danes celo rekli družbeno odgovoren. Ne. Zato je potreben čas. Ne. Zdaj... Misliš, da se na tvoji funkciji lahko vpliva na, ker vidim, da pozitivno na to v enem delu se da vplivati, seveda se da vplivati, ne. Ni pa tako preprosto. Ne. Ni pa tako preprosto, še posebej, ker to, kar se je z mano zgodilo, to je bil en taki splet enih okoliščin, ko nobenemu ni čisto jasno, kaj je vse bilo. Zdaj, če jaz mojo biografijo gledam na nek način, lahko razumem, torej ni bilo načrtovano v tej smeri, ampak lahko razumem, zakaj se je to zgodilo, ne? Ker v trenutku, ko je Maribor... Da sem postal župan, ker v trenutku, ko je Maribor zgubil župana, ko smo na drugi strani imeli en ta velik ljudski revolt, jaz bi rekel, ker imam tako ljudsko fronto, ki se je tukaj vzpostavila, torej vstajništvo mariborsko, se je izkazalo, da v celem tem krogu vstajniškem ni bilo enega človeka, ki je bil pripravljen biti kandidat. Ne? In jaz enostavno, ker sem nekako
bil, ker sem bil v nekem širšem krogu potencialnih kandidatov, sem bil potem edini, ki nisem rekel ne, moče ravno zaradi moje biografije, pa sem pripravljen iti v to, kar sploh nisem točno vedel, kaj bo. No, Vesna Godina je izkazala ene določene... Je, ampak potem, ko smo želeli formalno predlagati skupina skupaj za Maribor, se je umaknila, ker ona je v javnosti začela figurirati kot možna kandidatka in je začela čutiti razne pritiske. In je potem ocenila, da je preprosto ona kot družina teh pritiskov ne bo zmogla in se je potem umaknila. In potem sem ostal še samo jaz. Pa ti obenem si prej povedal v nekem smislu, da intimno si nikoli nisi teh ambicij zastavljal, tudi prej, včasih recimo v 80-ih, 90-ih. Ne. Jaz sem imel ponudbo, moram malo daljšo zgodbo narediti. Torej, v prvem razredu osnovne šole, ko sem sedel na tisti nizki klopci iz telovadnice, v prvi vrsti, ko so nas v pionirje sprejemali, sem gledal onega pionirja iz 8. razreda in sem si tak sam pri sebi želel, kak bi jaz rad bil na njegovem mestu. Dejansko čez 8 let sem bil predsednik te pionirske organizacije in bi moral tam stati, ko bi delal za prisego, kako je že to šlo, pod Titovo zastavo obljubljam, da se bom, in bo pa tam mali recitirajo za tabo. Sem pa zbolel. Jaz sem bil v bistvu kar precej zdrav, dobro, imel sem nekaj težav z očmi pa srcem, ampak takrat tisti dan sem bil bolan in torej tisto, kar sem si pred 8 leti želel, se takrat ni uresničilo. In nisem imel težav s tem, da sem, bil v dijaški skupnosti v srednji šoli, pa da sem na faksu bil angažiran kot, vodja svobodnih kateder, pa kaj takega, pa na Radio Študent, pa to. V tem nisem imel probleme, ampak prav iti v politiko, to pa me nikdar ni prav vleklo. Čeprav so bila ta konec 80-ih je bil zelo taki polne energije, nekaj malega smo tu pri vstajah zaslutili to. To je bila neka taka širša platforma, družbena. V Sloveniji pri dosti ljudi zaznam strah pred uspehom. Ja, no, in da hočem to povedati, da tam sem za nek trenutek bil v politiki, ker sem bil član predsedstva mestne organizacije mladinske tu v Mariboru, pa član republiškega predsedstva ZSMS, torej mladinske organizacije. Tako? In potem tudi sem bil na Janševi listi kandidat za člana predsedstva, on pa za predsednika mladinske organizacije, ker on je takrat z listov kandidiral. To je bila taka... A to je bilo takrat, ko je Školč bil izvoljen? To je bilo takrat, ja. Na Janševi listi takrat? Na Janševi listi sem bil. In jaz sem se tudi takrat javno zavzemal, ko smo imeli, to je bilo tam v Delovi dvorani spodaj sejo, oziroma kjer so bile te volitve, sem se zavzemal, da je treba Janšo izvoliti za predsednika ravno zato, ker so ga zaprli. Da bi pokazali na absurdnost delovanja političnega sistema. Ampak kaj se je takrat zgodilo? Ti si bil blizu, tega nisem vedel, Ja. Res nisem vedel v tvoji biografiji. Kaj se je takrat zgodilo, da je bil Školč izvoljen, ker vsi smo mislili, da je prav, da je takrat Janša izvoljen? Ja, no, niso upali Janša izvoliti. Jaz sem bil tam eden, dveh, treh, ki smo se zavzemali. Jaz sem se spomnil, sem vedno znova na govorniški oder hodil, pa poskušal to razložiti, zakaj bi to bilo po mojem prav. Školč je bil takrat kompromis. Ker iz tistega dogodka namreč izhaja konfiguracija Janše, tudi sedaj še? Tudi, ja. Zdaj jaz se pravim, gospoda Janše, zdaj moram pač tako govoriti, ja, toliko ne poznam, mi dva smo se pred tem enkrat ali dvakrat na kavi srečala, ker to je šlo zelo hitro vse skupaj, potem pa nismo imela nekih stikov. Gotovo, to je... Ker tiste bilo potvorjeno, tiste volitve so, vsaj za moje pojme in tudi druga pričevanja govorijo o tem, da obratno kot trdiš ti, da je Janša imel več glasov v realnosti, da... Tam se je glasovalo, zanimalo je bilo dvig rok, mislim, da ne, da so bile tajne volitve, zdaj dejstvo je, da tudi razprava ni bila intenzivno v Janšovo smer, pravim, jaz sem bil zelo tak nekako osamljen, ko sem se za to zavzemal, ampak zakaj to govorim? To govorim zato, ker so potem nekako iskali v vodstvu mladinske organizacije nek kompromis, in so pač mislili, da tudi mora ta del, ki je bil nekako, ki je bil z Janšove liste, da bi tudi moral biti v predsedstvu in so tudi pač potem tako naredili. In se bolj spomnim, jaz sem bil bolj za to informiranje pa te zadeve zadolžen. Se spomnim bolj tudi prvih volitev, ko je
v bistvu ZSMS dobila največ glasov, ampak je koalicija Demos zmagala, ker kot koalicija pa je imela seveda dosti več glasov, ampak njih pa je bilo dovolj, ne, in smo čakali, če nas bojo pozvali v koalicijo, ne, in smo vem, da smo pol delali programe za posamezna področja pa tak. No, ampak predno se je to zgodilo, ko je še Jugoslavija obstajala, smo potem enkrat šli v Makedonijo v Vevčane, to je bila ena vas, kjer so policaji tepli domačine, zato ker so brali Mladino, in mi, kot ZSMS, smo bili ustanovitelji Mladine, smo rekli, ne, mi gremo dol, pa mi rekli, če imajo kakšne pripombe na časopisom, to ne nam povejo, ker smo ustanovitelji, ne pa da pretepajo ljudi. Ne, pa so nas natepli? Ne, niso nas natepli, samo niso nas hoteli peljati Vevčane. Ne. Mladinci so nam povedali, tretji dan, ko smo rekli, da bomo šli s taksiji, so rekli, da jim je CK rekel njihov makedonski, da lahko vse dobimo, ženske, karkoli hočemo, ne, samo Vevčane ne smemo priti. Ne. Smo rekli, mi gremo zjutraj s taksiji, zdaj pa, ne, in potem so nas oni peljali in potem smo se zamujali nazaj in to je bil potem boom. Ne. Z nami je bilo nekaj novinarjev, potem se je to razvedlo, ne, in potem smo imeli mi tiskovno konferenco in to je bilo potem res nekako na tak način, da so nas že tretirali, da mi prihajamo kot neka iz druge države, ne, kot nek meddržavni obisk je to izpadlo potem, ne, in potem se mi peljemo z letalom nazaj in potem sem začutil tisto neko tako slast, tako pomen, sem se začel sam sebi počutiti, ne. In to je tako, da bi dosti alkohola spil in mi je ta pijanost tako od nog navzgor začela hoditi, ne. In hvala Bogu sem se tega zavedal, ne. In potem sem rekel, Fištra, ne pozabi tega, ne, se potem sem bil in sem bolj moral nekaj s tem narediti. Ne, sem rekel, nič, jaz v politiko ne grem, ker so mi ponujali, ne. So mi ponujali razne zadeve, sem rekel, jaz v politiko ne grem, ker bom zgubil samega sebe, tak sem to doživel, ne. To pijanost. Ja, in pijanega se da hitro voditi. Ja, ne, in tudi zelo dobro razumem to, kar Kreslin poje, ne, da se od višine zavrti, ne. Dejansko, točno ta občutek sem doživel, ne, to vrtoglavico. Tada sem se potem odločil za to strategijo, bi rekel, delanja od spode, ne, da delam tisto, kar na nek način se lahko obvladam, ne. Torej neke civilno-družbene projekte, kjer se kolikor toliko lahko stvari obvladaš. Ja. Še zadnje vprašanje, ko smo že, tvoje mnenje me zanima, ko smo že pri ZSMS-ju, ne, si prej navedel, da ZSMS je bila ustanoviteljica, ste bili ustanovitelji pravno formalno revije Mladina. Ne. Kaj praviš na to, da je 21 Mandelcev takrat, ki je trenutno v uredništvu privatiziralo, takrat šlo na sodišče, pa se je vpisalo kot lastniki. Ne? Ja, to je takrat bilo možno. To je bilo možno, jaz tudi vem, da mi smo takrat že imeli marš, pa smo iskali, sem bil pač med ustanovitelji marša in smo potem iskali razne variante, kako bi lahko marš nekako na višji nivo, da bi preživel pa tak naprej. Ne? In potem so prišli ljudje tudi iz tega kroga, ki so svetovali Mladini, nam svetovati, kaj ne naredimo. Ne? To pa so bili ti svetovati? Imena, me zanimajo. Vem, da so nekako, mislim, da preko pristopa prišli do nas, ne? Neki pravniki, ne? In so nam razložili, da pač moramo neki bypass narediti, ne? Neko drugo firmo, pa tak, ne, mi po tej smeri nismo hoteli iti, ne? Tako da, ja, ZSMS je razpadla, ne, in potem pa šlo v privatizacijo. Vse to, kar se zdaj v Sloveniji dogaja, tak posledica. No, so to bila državna lastnina potem? Ja, seveda, ne, sej, ali pa družbena lastnina. ZSMS je bila politična stranka oziroma družbena politična organizacija in to je pripadalo narodu oziroma državi. Seveda, ampak dejansko nam je vse pripadalo po letu 91, ne. In zdaj, kapitalizem na začetku vedno to privatizacijo, ne, in privatizacija nikdar ni bila pravična, vedno je bila divja. Ne? No, vsej, jaz namreč, da ne bo pomote, jaz zagovarjam privatno lastnino. Mislim, da pod privatno lastnino lahko stvari bolj učinkovito funkcionirajo. Ja, samo privatno lastnino pa treba... Kako se do tega pride? Samo privatno, se pravim, zdaj privatno lastnino pa treba tudi, eno je problem, kako se do tega pride. To je en problem. Ne, in izkušnje iz Anglije, Nemčije, ne, so, da je to vedno neko vrsto nasilje bilo storjeno. Ne. Ampak drugo pa je potem tudi, da treba privatno lastnino ali pa model kapitalizma na osnovi privatne lastnine konsekventno organizirati. Ne. Da, če se dovoli, da je privatna lastnina nedotakljiva, postane asocialna. Ne, privatna lastnina mora biti dotakljiva.
v trenutku, ko več... vedno dotakljiva z davki, ne? To je premalo, ne? Ker potem si pa zmisliš davčno oazo, ne? Kjer nekdo... Ne? No, to je že podrobno organiziranost. Ampak to je zdaj recimo v ozadju svetovnega zloma, ne, je bilo to. Ne. Tu v Sloveniji se dolgo časa smo se temu nekako, se je sistem temu upiral, ne, potem je pa to prevladalo. Bilo je neracionalno, bil si neumen, ne, če nisi sodeloval v tej igri. Ne, in zdaj imamo ogromno slovenske akumulacije zunaj. Potem smo nekateri pač bili zelo neumni, ampak zakaj ravno v medijih, zakaj mene to več komu postavim vprašanje. Tudi v Mariboru imamo primer študentskega časopisa Katedra, ki je tudi bila, del je privatiziran na nek način in brez veze ugasnjen, ampak da se celo prve privatizacije v Sloveniji, da so se zgodile v alternativnih medijih, ne? Mislim, da je tu zadaj posledica tega, da potem novinari, vsi ti novinari so kasneje postali uredniki, pomembne face v dnevnih osrednjih medijih in seveda niso mogli biti dovolj efektivni, dovolj učinkoviti psi čuvaji. In zato je ta konizacija bila tako nerodno. Drugi val privatizacije tako nerodno izpeljan. Torej neznanje je tukaj na delu, ne? Ja, ali pa tudi zelo dosti znanja. Ne, spravim, da... Nekaterih, mogoče. Zdaj, privatna lastnina je dejstvo razredne družbe. Ne. Zdaj, če bolj marksistično gledamo na zadeve, potem je pač kapitalizem od nekega trenutka dalje. Ne. Max Weber pravi, da obstajajo praktično so vse kulturne družbe so razredne družbe, ne? Ali pa v zadnjih ne vem koliko tisoč let so razredne družbe in so po njegovem kapitalistične družbe. Ne? Specifika zahodnega kapitalizma, ki ga je ta sociolog proučeval, je v tem, da Evropa, torej Nemčija, Anglija, pa potem se to počasi širi v koloniji, ko se je reklo Amerika, ne? Pa tak naprej. Specifika je bila v tem, da bi to ne bil racionalni kapitalizem, ne? Kapitalizem, ki računa na racionalno dobit. Ne? In je potem zaradi tega, ne, je pač nekaj drugega in potem se tudi dobit načrtuje in potem se velike dobiti načrtujejo in tak naprej in tak naprej. Tako da jaz nimam problema s privatno lastnino. Ne? Imam pa problem s privatno lastnino, če privatna lastnina ni v funkciji človeštva. To pa imam problem. Ne? In mislim, da privatno lastnino ne moramo kar tako ukiniti, ker to je tudi pokazal tak poskus socializma. Čeprav prihodnost človeštva pa je socializem, ne? Ampak ne na ta, bi rekli, bolševistični način. Ne? Torej, privatna lastnina mora biti v funkciji človeštva. Če pa je v funkciji človeštva, potem pa določena pravila več za privatno lastnino, torej privatna lastnina potem več ni nedotakljiva. Ne? Ker potem, če ti izhajamo iz predpostavke nedotakljivosti privatne lastnine, potem je lahko nedotakljiva tudi v imenu mojega egoizma, ne pa v imenu človeštva. Altruizma, recimo. Ne? In potem je dovoljeno, da ti kupičiš privatno lastnino, ki nima svoje socialne funkcije, ne? Ampak ima samo funkcijo za posameznika. Ne? Da nekje je ogromno denarja, istočasno pa velike množice ljudi ne morejo pač določenih podjemov delati. Samo big deal, tudi v komunizmu je bilo delitev na bogate, siromašne. Se pravim, da ta projekt... tako videl, vedno so bili bogati, vedno so bili siromašni, vedno bila neka akumulacija nekje. Se strinjam, samo to pravim, da ta rešitev komunistična pa bolševistična, ne, da to ni bila rešitev, ne, ker je bila tudi asocialna. Pa ko smo že pri marksizmu, ne, študirati si potem šel v Ljubljano, po srednji šoli, sociologijo. Jaz sem odvijel medicino študirati, potem pa so, hvala Bogu, bili tam meni profesori, ki so mi razložili, da tja ne spadam, ker so neke vice pripovedali, ki jih jaz nisem razumel. Oni so se režali, jaz sem bil pa čist prestrašen. Teda sem potem zelo hitro, so zelo plastično na informativnem dnevu mi povedali, da jaz ne sodim tja. Potem sem razmišljal, kam jaz sodim in sem rekel, da sodim nekam na nek tak študij, ki ima veze s človekom. Jaz sem tudi to predstavil, da je medicina povezana s človekom. Ti profesori so jim pa dali vedeti, da medicina sodobna ni povezana s človekom. Teda sem potem iskal, kaj bi bilo, pa sem rekel, sociologija, to je bilo nekaj, kar bi... Ne? Čeprav sem pravzaprav narobe sklepal, ne? Ni direktno s človekom, ampak z družbo. Ne? In potem sem šel potem sem rekel, kje bi pa v Ljubljani lahko to študiral in potem sem gledal seznam in sem našel fakulteto, ki so rekli za sociologijo, politične vede in novinarstva. Tam pa je bil tak, tam pa sem vzelo, da tja sodim.
FSPN, ja. Čeprav potem, ko sem študiral, če bi lahko po tretjem letniku končal, bi končal, ker bilo se mi zelo vse skupaj zveze. Ne? Hvala Bogu. Nisem imel te možnosti, sem moral diplomirati, sem diplomiral, potem sem tam tudi magistriral, doktoriral sem pa tu v Mariboru. In tam si potem tudi na Radio Študent sodeloval? Ja. Si imel pomembno funkcijo tam? Ja, bil sem urednik kulture, pa nekaj časa odgovorni urednik, pa tak, ne, tako da, če je to pomembno, tam sem si prislužil tudi eno tako pogojno kazen zaradi rušanja bratstvene enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti. Namreč imeli smo zelo močno redakcijo za kulturo, tam je tudi nastala takrat po mojem najboljša oddaja v filmu, to je potem iz tega nastal projekt Ekran, specializirane filmske revije, Gomišček, Dolmark, ta ekipa. No in mi smo potem tudi eksperimentirali z novimi možnostmi v mediju. In smo potem delali neke vrste totalni radio. To pomeni, da smo imeli, termin se imenoval Black, smo imeli termin, kjer ni bilo vnaprejšnjega scenarija. Ampak smo mi, predno se je termin začel, 3-4, ki smo bili tam, smo si razdelili vloge, smo rekli, v tem terminu, v bistvu smo delali neke vrste radijsko igro. Ne? V tem terminu delamo to pa to, ti si to, ti si to, ti si to, ti si to, tu je začetek, tu pa je konec, vmes pa je pol ure. In smo morali pač to potem nekako na ta način narediti. In potem, iz tega se je potem izrazila Butenskala. Ne, iz tega. Jaz sem potem že odšel, ker... Marko Draganc. Ja, ja. Ker je ta fluktuacija približno v 2 letih se praktično, ves kader se praktično v 2 letih zamenjal na radio, razen teh par profesionalcev, ki so bili tam, in iz tega se je potem pač to razvilo. Ne. Ti si po tistih izkušnjah iz Radio Študent, iz ljubljanskega Radio Študent, potem, ko smo v Mariboru skupaj ustanavljali Radio Marš, si te izkušnje prinesel vsem ali si tu... Pa nekaj izkušnje sem imel, ne. Čeprav jaz nisem tak, jaz bi rekel... Ker ti si v bistvu, vse nam si se predstavljal, vse meni si se takrat bil glavni za organizacijo... No to ja, to je bilo bolj vodenje projekta, ne, ampak jaz bi rekel v tem ožjem smislu kot medij, ne, torej oblikovanje radijskih oddaj. Ok, kakšne pogovorne oddaje, to še, ampak to se nam bo kar dosti časa, ne, ker sem se rad pogovarjal. Ne, da bi pa imel tako občutek za medij, kot je imela moja takratna punca, pa zdajšnja žena Irena, ne, ona pa je res dihala z medijem, ne. No, medijski človek, mislim, ja. medijev. No, tako da smo bolj imel sem ta feeling Radia Študent, uredniške izkušnje, pa predvsem to, ne, da je nekaj takega treba Mariboru narediti. To je tudi bilo nekako prepričanje znotraj scene, ne, da je treba nekaj takega narediti. Potem je se pač v tej smeri 7 let, ali koliko so trajale priprave, da je potem radio zalaufal. Dolgo so trajale priprave. A se te zdaj ne zdi mogoče, da sta Radio Študent pa Radio Marš kontraproduktivna v smislu izobraževanja mladega kadra, v smislu pridobivanja določenih skillsov, pa še posebej v smislu splošno uveljavljenega mišljenja, ki se tam proizvaja. Zdaj jaz premalo poznam, da bi lahko sodil. Premalo poznam, vem pa, da je v mojem času Radio Študent bila institucija, da je to bil del te neodvisne scene, avtonomne scene ljubljanske, ki je direktno iz študentskega gibanja izhajala, torej Radio Študent, časopis za kritiko znanosti in novo antropologijo, ne. Zdaj je pa časopis samo za kritiko znanosti, ne. In je imel to srečno roko, da je študentska organizacija pod seboj imela študentski servis, tako da je imela lasten denar, ki ga lahko potem v različne projekte investirala, dosti v ta 2 projekta, pa še številne druge projekte, tako da je v Ljubljani lahko nastala neka avtonomna scena, ki ni bila samo študentska, ampak širše, ne. Zdaj, tu v Mariboru pa recimo smo hitro ugotovili, pa dobro, jaz sem bil prvi 2 leti aktiv na Maršu, ne, potem sem pa pač me življenje drugam odpeljalo, je Marš živel svoje življenje, ampak se je zelo hitro potem pokazalo, ne, da Marš generira nove generacije špikerjev, novinarjev, ne, ki so zdaj overall, ne, nikdar pa ni, tudi s pomočjo univerze, ne, to mi je prav hecno, da ni se to formaliziralo, ne, da bi Marš bil neke vrste tudi učni radio, ne, in da bi skozi to
se lahko financiral. Medtem je nastal zelo odmevni študij medijskih komunikacij, ki jih je začela fakulteta za elektrotehniko in računalništvo furati, ampak nikdar niso prepoznali študentskega radija kot radija, ki bi lahko iz tega denarja za izobraževanje dobil nekaj, da bi se pač pogoj dela recimo boljšo naredili. Zdaj pa, jaz sem bil potem nekaj 2 leti, nekaj takega član, predsednik sveta Marša. Takrat smo študentsko organizacijo imeli eno tako dobro navezavo, pa v glavnem poskrbljeno je bilo za denar, ampak ni pa se zgodil preskok na višjo raven. In se študentska organizacija umaknila, jaz sem takrat odstopil in potem je pravzaprav radio začel z mukami funkcionirati, ker več ni imel statusa študentskega radija, potem je izgubil status posebnega pomena in še zdaj muči muko. Pravzaprav bi lahko rekli, da uspeh, vsaj jaz vidim Marš takšen, da to ni uspešen projekt, mislim. Da to je neuspešen projekt, že 18 let, prvi 2 leti je res imel. Ja, ker je potem zelo hitro, nekako se ni znala Maribor je nastal zelo najbolj konkurenčen medijski prostor v Sloveniji, ogromno zasebnih radijev, privatnih. Odkoder se kader generira iz Marša? Generiral se je v te medije, ampak sam Marš se pa nekako ni prav umestil. Jasno je bilo, da je neke vrste alternativni medij, da je skupnostni medij, ampak iz tega spoznanja, ki je tudi bilo v subkulturnem azilu v založbi kot knjiga, torej to spoznanje je zapisano kot diplomsko delo gospoda Laha, Boštjana, na tem se ni naprej gradilo. Enostavno scena ni bila pripravljena konsekventno misliti, lastno pozicijo. A ne bi en privatnik z eno vizijo, to boljše? Ja. Boljše, z eno odgovornostjo? Bi. Ker jaz točno na kateri točki se je zalomila takrat, ko sem predsednik sveta. Se rekel, če je alternativni, torej če so naše ciljne skupine, recimo marginalne družbene skupine, recimo Romi, potem je treba pomisliti, kdaj Romi poslušajo radio. Torej, glede na svoje poslanstvo, torej skupnostnega, alternativnega radija, naredi tako programsko schemo, da bomo lahko dosegali svoje ciljne skupine, grupe. Tega so se pa prestrašili. To pa je kapitalizem, pa kaj zvem kaj. Raziskava trga je... Ampak na trgu vsi živimo na trgu. Na trgu vsi živimo. Ne moramo reči, da smo čisti, če živimo od državne subvencije. Tu glih taka gniloba nastane, kot lahko nastane na trgu gniloba, če prodaš svojo dušo v industriji zabave ali kaj takega. Tako da trg vedno deluje. Zdaj samo, ali sem pripravljen to sprejeti ali ne. Tako da tega ni nihče sprobal, da bi Marš bil privatni projekt. Še vedno je čas. Ja, še vedno je čas, ja. Če greva v Ljubljano še, ja. Je še tam še kaj zanimivega se zgodilo? Ja, to je bil čas, torej jaz sem študiral od tam 74, 75 pa do konca, 80, 81. Mislim, da sem diplomiral. To je iztek študentskega gibanja, pa tako ena svinčena leta. To je potem Evropi razsaja torej levi pa desni terorizem, Rdeče armade, Baader-Meinhof. In ena taka, bi rekli, družbena apatija se je pojavila. Družbena apatija se je pojavila, tako da to se mi zdi nekako pomembno. Takrat smo se potem midva spoznala, ko si se vrnil v Maribor v začetku 80-ih. Ja, preko Marzidovška. Jaz se spomnim, da smo prišli Derganc, pa jaz pa mislim, mogoče Marzidovšek k tebi na obisk, pa nisi bil sam noter, temveč so bili notri še Kramberger, Igor. V tej stavbi je tu blizu občine, ki je zdaj porušena, Na rektoratu. Bil je rektorat. Na rektoratu, ja. Marksistični center se je imenovala pisarna. Ja. Ti si bil zaposlen v Marksističnem centru, pa Igor Kramberger, to sta bila dva zaposlena v Marksističnem centru. Notri pa sta še bile 2 punci. Snežana Štabi, tisti ob 10. Ja, ampak ni bila zaposlena, bila je punca od Igorja Krambergerja. Ja, pa Irena tudi bila takrat tam, Irena Polak. Tudi kot punca. Kdaj si Ireno pravzaprav srečal? To je bilo v Ljubljani že? Ne. Jaz sem se spoznala, ko sem se vrnil v Maribor. Jaz sem imel sem eno veliko ljubav v srednji šoli, potem sem pa to ljubav prekinil, ker se mi ni zdela smiselna. Čeprav sem bil še vedno zaljubljen, to je tako malo hecno.
Potem pa sem imel zveze normalno z hodo kot, ne, tak, malo sem pa tja, ampak nisem bil zadovoljen, ne, in potem sem nekako sam sebi nek feeling razvijal moje ženske, ne. Tako da sem potem, skozi ta feeling sem potem Ireno našel tu v Mariboru in sem praktično tam, če sem se jaz tam 81 vrnil, tam nekje od 83. naprej smo bila skupaj, tako da tudi potem ni čudno, da je bila tam, ne. Smo tudi marsikaj skupaj delala, pa še delava, ne, tako da, ja. Doč pa ta zgodba z mrsiščnim centrom bila zanimiva, ne, to je bil edini mrsiščni center profesionalni izven Ljubljane. Naj bi skrbel za ideološko pravilno usmeritev delavskega razreda pa širših množic, ne, je pa tu v bistvu bila ena taka diverzija narejena, da smo skušali skozi mrsiščni center narediti profesionalni raziskovalni inštitut družboslovne provenience v Mariboru. Tega še zdaj Maribor nima, ne, Maribor ima bolj na področju ekonomije, kaj ali pa kakšne druge zadeve, tako da bi pa res imeli kot samostojni inštitut sociološki tega ali pa družboslovja, tega pa ni. No, samo zaposlen biti v marksističnem centru je verjetno pomenilo visoko in dobro kotirati v Zvezi komunistov, ne? Pa ne, celo to se je zgodilo, so ugotovili, da Igor ni član Zveze komunistov, ne. Noben ni na to pomislil, ker njegov oče je bil predtem ambasador v Gracu ali konzul ali nekaj takega, ne, in noben ni pomislil, da ni član, ne, tako da to je bilo prav hecno. Pa tudi takrat je partija razpadala, ne, takrat je lahko, se spomnim, ko je bila zaplemba Tribune, sva z Igorjem pripravila okroglo mizo o svobodi študentskega tiska, kjer smo povabili vse glavne urednike, in to je bila prednost, ne, ker smo imeli denar, ne, vse glavne urednike študentskih časopisov iz Jugoslavije, Student Beograd in tak, Študentski list Zagreb. In potem je prišel prvi befel od takratnega, bi rekel, predstojnika marksističnega centra, to je bil Marjan Pungartnik, mislim, da je bil on takrat še, da naj odpoveva, ne, to okroglo mizo. Rekel, da ne bova odpovedala, da če hoče kdo odpovedati, naj odpove, ampak kdo ne bova odpovedala, naj prepove, ne. Potem smo morali iti na zagovor takratnemu sekretarju partije na univerzo, to je bil Boris Sovič, ki je isto zahteval, ne. Pa sva rekla, da ne bova, ne, da če kdo hoče, da ni te okrogle mize, mora prepovedati, ne. Ne, to naredi upravna enota, se imamo dovoljenje upravne enote, ne. Ne, to imate da odpovedati sama, ker ne more. A Boris Sovič je mlajši od tebe? Starejši. Ampak on je bil šef partije, sekretar partije, ne mladine, ne, tako da on je starejši od mene. Je prodekan, je študent na elektrofaksu. Ja. No, potem tako da na koncu sva prišla samemu šefu partije v Mariboru, gospodu Dundi, na zagovor, ne, in isto zahteval, da mi dva odpoveva, ne, sem rekla, da ne bova, ne, in potem se je začelo dretje, ne. Zdaj pa na Igorja Krambergerja se pa ne sme človek dreti, ne, ker je zelo občutljiv na to, ne. Jaz včasih, na mene se včasih da, čeprav se pa tudi razburim, ne. On se je zelo razburil in to je bilo tako, da je to je bilo res psihično izjemno naporno, ampak nisma pristala. No, pa sva dobila en dan pred to zadevo odločbo z upravne enote, da je stvar prepovedana. Pa smo pa na klubu mladih, takrat je že delal, to odločbo gor nalimali, spodaj pa dali listek, dobimo se v Đelozi, tam preko ceste. To je bilo leta? To je bilo kako leto 85, 86, se bi moral pogledati, se imam to doma zabeleženo, ne. Ti ste takrat že imel tam tudi funkcijo v klubu mladih, ne? Jaz sem bil v okviru mladinske organizacije zadolžen za prosti čas in informiranje. Tak, ne. In potem smo želeli, da klub mladih postane zopet klub mladih in smo pripravili, potem smo zaposlili Zorana Predina kot sekretarja kluba mladih. Prej je bil še zaposlen Frangeš, ja, Frenki, ja. No, ampak tudi Zoran ni bil dolgo, ampak je pa organiziral otvoritev, pripeljal je Teater Obala iz Sarajeva in tako da je bilo še mokra tla, ko so začeli ljudje odhoditi, ne, tako da Zoran ni bil ravno sekretar, ne, tako da je potem on svojo kariero pač drugače peljal.
Ja, tako da. Mislim, brez veze, da tu zdaj jaz to, ampak moramo biti tu iskreni, mi imamo tam zgodbo, ne? Tam smo tudi več vesele zgodbe, imamo tam se dela. Smo večkrat tudi prišla v konflikt, ne, zaradi tega kluba mladih oziroma kasneje MKC-ja. Ja, sej potem, ne, tam je galerija Media Nox. Ja, galerija 88. 88 se je takrat rekla, ne. To sem jaz, ja. Potem, jaz takrat pol več nisem bil aktiven tu v tej zgodbi, ampak takrat je potem, mislim, da mladinska klub, torej MKC, je zelo naivno pristal na to, da gre iz hiše, ker je bila hiša univerzi podarjena. Brez kakršnega koli podpisanega dila, karkoli, ja. Da bi drugi prostor pridobili. Samo beseda je bila rektorja takratnega, to je bil še gospod Križman, pa beseda takratnega župana Soviča, ne? Mislim, da tako bilo, ne? Ne, župan ni bil Sovič. A še ni bil, ne, Sovič je bil potem, ne? Celo Rovs. Ja, takrat. Jaz se spomnim, da sem v tistem času bil na Radio Marš, takrat sem vodil Radio Marš, bil po nekih slučajih direktor in vem, da smo se takrat sprla z Krambergerjem, ki je bil predsednik sveta, ker smo hoteli postaviti studio in direktno poročati iz prostorov MKC in se postaviti za to, ne. Ni bil Križman, Toplak je bil. Toplak je bil, ja. Jaz vem, da takrat sem jaz predlagal, takrat sem bil že na univerzi, da bi nek ciklus protestnih predavanj naredili, to smo pol realizirali, samo ciklus je bil kratek, ne. Jaz sem celo predlagal, da bi zavzeli nazaj, ne, da bi skvotali, ampak ni bilo dovolj, kako bi rekel, odločnosti v tem, ne. Tako da v bistvu potem res pravi skvot je bil pol v Pekarni, ne, se to tam zgodilo. Ja, no, samo jaz to zgodbo vidim tako, ne, da se vse drugo v kulturi, ne, popularni kulturi, sodobni umetnosti, karkoli, kar je bilo izven SNG-ja, koncentriralo v Narodnem domu in mariborski lobby je imel seveda interes, da MKC pa Pekarne in vsi ostali, da so onesposobljeni. Tako je zdaj ta zgodba se nekje razvija, ne. Ja, se pravim, to je tako jaz vidim to zadeva, čisto preprosto. Tudi, ne, sej mladinska kultura, kot se je takrat rekla, ne, je povzročala dosti nelagodja, ne, konceptualnega, estetskega, predvsem pa dosti političnega nelagodja, ne. Jaz vem, da, ker sem bil takrat v predsedstvu, da smo v teh dokumentih takratne skupščine občine noter spravili, da je razvoj mladinske kulture eden od 3 ali 4 prioritet pri razvoju mesta. Ne? Ampak nikdar se nič ni zgodilo. Ne? Vedno znova bilo treba dokazovati, da si dovolj, da bi lahko in tako naprej. Ne? In ta zgodba se kar ponavlja. Ne? Vidim zdaj tudi pri obnovi Pekarne, da je Pekarna pol 3 leta stala, kljub temu, da je bil narod obren. Zdaj imaš možnost direktnega vplivanja. Ja, zdaj imam možnost direktnega vplivanja, ampak ja, seveda. Da se te stvari postavijo. Samo, seveda, to je iluzorno pričakovati, ne? Nikjer te stvari niso tako postavljene, ne? Ampak v Mariboru bi lahko začeli eno takšno kulturno revolucijo, ne? Sodobno kulturno revolucijo, ker ti prihajaš iz teh vrst, ne? Ja, zdaj, dobro, tu je zdaj kar dosti projektov. Zdaj projekt Pekarna je tak, to je en projekt, zdaj preko zelo vitalen projekt živih dvorišč, ne? Potem ti si pa subkulturni azil je pa tako že ena stalnica. Tako da je tu dosti vsega, pa tudi dosti specializacij, pa dosti različnih, mislim, poti pa stran poti, ne. Tako da to je pa posebna zgodba, da če bi o mladinski sceni ali pa o alternativni sceni ali pa o tem govorili. V 80-ih smo še, ne? Ja. Marksistični center je potem nehal delati nekje, ne vem, 89 ali je to bilo 90? Tam nekje, ja. Pač začela država razpadati, ne. Potem je tudi ta, bi rekel, ideološka shema razpadla in potem organizacijska shema razpadla in več ni imel funkcije, ne. Takrat ste se potem z Igorjem oba zaposlila na pedagoški fakulteti, ne? Ne, jaz sem šel najprej na Večer, oziroma, ne, predtem sem bil na Večeru, eno leto pripravnik. Ja, ko sem končal študij, sem bil pripravnik na Večeru, eno leto, potem pa, ko mi je pripravništvo poteklo, sem pa prišel na univerzo, ja. Tudi tak, moj mentor, takrat gospod Golob, je bil zelo razočaran nad mano, ker mi nisem nič povedal. Jaz sem si
Jaz sem iskal drugo službo, jaz nisem hotel novinar ostati, ne, ker V katerem uredništvu si bil, ker to pa mi je res to bi pa pobegnilo, ker večer dobro poznam. Jaz sem bil pripravnik v mariborski redakciji. Res? Ja. Ja, vse živo, ne, vse živo, pač kar mora pač novinar delati, ne, novičke, ne. Jaz sem želel, če bi že bil novinar, sem želel na kulturi delati. Se mi je zdelo, da bi tam lahko malo bolj tak ritem je drugačen, ne, ni tak dnevniški, ne. Ampak ni bilo se možno dogovoriti, potem sem si počel druge iskati. Tako da sem potem, bil sem celo kandidat, da bi prišel v Indok center tu, na občino, Indok, ja, informacijsko-dokumentacijski center, ker so iskali, sem jim bil zanimiv, ampak sem takratnemu predstojniku, ali kaj je bil vodja, gospod Hrastnik, povedal, kako si jaz to zamišljam, ne? Da bi jaz v glavnem rad tu bil v službi, ampak bi predvsem študiral, da me to zanima. Ne? Iskreno sem povedal, rekel, da to pa ne bo šlo, ne? Da pač res rabijo nekoga, da bi delal. Ne? Tako da se še reživa temu, ko se zdaj on je še tukaj zaposlen Hrastnik? Ne, ni več, zdaj je že v penziji gospod Hrastnik, ampak je zdaj aktiven pri teh upokojenskih društvih, pa smo se temu zdaj pred kratkim režala. No, potem pa se pojavila možnost na marksističnem centru. Takrat je vodil center gospod Pivec, Franci, in je želel narediti eno tako ekipo mlajših ljudi, ki bi naredila raziskovalni inštitut. Ne. Tako da sta pol nekako z Igorjem ugotovila, da bi jaz bil čisto ok tam. Tako sem potem sem prišel. Potem pa... V 90-ih, ne? Ja. Samostojni si potem šel na pedagoško. Potem pa sem šel na pedagoško, ja, tam sem potem magistriral, pa potem kasneje doktoriral. Kar nekaj generacij študentov dal skozi, ne? Ja, zanimivo. Zdaj v kabinetu pri meni zdaj sta dve moji bivši študentki, ja. Dve bivši študentki in smo imeli kar probleme na začetku, ker nisem bil župan, ampak gospod profesor. Ne, zdaj so se že nekako navadili, da sem župan. Ne. Ampak ta vtis, ne, torej to, ta učinek pač učiteljski je nekako še odmeval pri njima. Ja, dosti generacij študentov, ja. Pa, če upravljaš delo profesorja, je določen vpliv, imaš vpliv na javni vpliv, recimo? Je vpliv politika večji ali je vpliv profesora sveda drugačen? Različno. Koliko generacij ljudi gre skozi, ne? In tisti ljudje potem poučujejo, sploh na pedagoški fakulteti poučujejo mladino, potem poučujejo v srednjih šolah, v osnovnih šolah. Jaz sem presenečen, ne? Eno tvoje mišljenje, sveda prenašajo, tvoje načine, ne? Ja. Razmišljanja, celo politična prepričanja lahko prenašajo naprej, ne? Jaz sem presenečen, kakšen močen vpliv ima lahko profesor. Lahko študent zamahne, se veste, ne. Ja, zamahne z roko, pač naredi izpit, pa gre naprej, ne. Ja, lahko pa je vpliv ta zelo močen, ne, tako da zdaj po reakcijah, ko se srečujem, pa tudi prej, ko sem bil par let na Zavodu za šolstvo, sem dosti bil v teh šolskih krogih, se dosti ljudi, smo imeli skupne zgodbe, ne, so se spominjali, ne, to mi je bilo vedno tako toplo pri srcu, ne, ker to je pravzaprav to je en učinek, da se te spomnijo, pa da tudi povejo, kaj se jim je zdelo v redu, ne, torej, da si dal neko popotnico kot učitelj na eni strani, na drugi strani je pa tudi fini občutek, da vidiš ljudi, ki so na nek način uspešnejši od tebe. Tudi nekaj mojih pač študentov, ki so bili na začetku, jaz sem bil še asistent, pa so šli skozi moje roke, ali pa potem tudi kasneje kot že predavatelj, da so že dosegli višjo habilitacijsko raven kot jaz. Ne, to se mi zdi, da je to znak, da to za mene to bo povzročalo tako eno osebno zadovoljstvo. Medtem je familija rasla, ne? Tudi? Ja, sicer sem bolj pozno družino dobil, mislim, z Ireno sva dolgo skupaj, ampak nekako sploh nisem na otrocih razmišljal, ne? Irena je potem začela neke čudne slike okoli mene postavljati, neke matere z otroci in to, in potem je rekla, ne, da bi pa zdaj že, če smo tako dolgo skupaj, bil čas za kaj takega. Pa se je to v pol leta odvrtelo, ne, tako na hitro, da je prva hčerka prišla, da sem nekako, in zdaj vidim, da bi ogromno zamudil, če ne bi imel družine, pa otrok.
To so take, za mene bile take zelo pomembne izkušnje. Na pedagoški fakulteti, ne, potem je bila Pedagoška pa filozofska. Ja. Filozofska. Ja. Najprej akademija, fakulteta, potem pa filozofska. Ti si bil zaposlen na filozofski? Ja, najprej je bila pedagoška akademija, ne, ki je potem prerasla v fakulteto. In ko je prerasla v fakulteto, sem že bil magister in so bi potem v Ljubljani na FDV, kjer sem magistriral, ponujali, da bi tam delal doktorat. Potem pa je dekan Borsner dejal, da bi radi, da bi tu, ker še nimajo doktorandov in zdaj, ko je fakulteta, so tudi lahko doktorandi, torej nekdo lahko tam doktorira. Pa sem rekel, da ja, če lahko si sam zberem temo. In so rekli, da si lahko sam zberem temo za doktorat, ker to ni čisto samo po sebi umevno, bilo in ni. In tako da sem potem tu, potem sem pa na filozofski v bistvu doktoriral. Ja. Tam ste imeli potem tudi, ko ste šli na razno, dosti, ja. Kako bi rekli, ta razhod je močne bil, trke? Ja, ta razhod je bil slabo pripravljen, kar se mene tiče, bil je volonterski, ne. In dosti težav je povzročenih s tem, ker se je fakulteta na slab način razdružila. Torej, če je bila prej 100 študentov, tako rečem, ali pa 101 študentov, pa smo imeli recimo referat študentski, ki je to vse obvladal, potem ko pa so nastale 3 fakultete, se je to pomnožilo krat 3, pa je bil manjši red, ne, vse na začetku, ko sem bil tam, ne, tako da, pa tudi, bi rekel, lastnina, pa tak naprej, tako da to je z mojega zornega kota kot recimo raziskovalca družbenih razmer sem naprej videl, da bo tu dosti nepotrebnih problemov, ne, da se s figo že podelalo in tak, ne. No, mislil sem to, ko si zapustil fakulteto, ste imeli trčanja. Trčanja so bila potem kar jih je kar bilo, ne, sem moče bil premalo socialen, recimo nekako nisem imel želje se v teh nekih druženjih, ki so bila parkrat letno fakultetnih nekako udeleževati. Bolj sem funkcioniral znotraj oddelka. Pa tudi moja predstava akademika je malo drugačna, kot jo imajo nekateri, ne. Jaz imam tu se pozna vpliv subkulture name, ne. Oni so ti učitelj, da je premalo strokovnega dela, premalo objav in... Ja, to je tako, to je za lase privlečeno, bilo jih je dovolj pik, vsega tega dovolj, pozitivna mnenja, bi rekel, ocenjevalcev, ne z fakultete, ampak z drugih fakultet, pozitivno mnenje študentov. Potem, ko pa je senat o tem odločil, pa so mi dali niso me izvolili, saj ne vem, zakaj ne, še zdaj ne vem, zdaj že 6 let smo na raznih sodiščih, skušam ugotoviti, zakaj nisem dobil habilitacije, ne, pa ne morem ugotoviti, ne. Enostavno statut so si tako napisali, da kljub temu ne moreš kandidirati, če ne izpolnjuješ pogoja, ko pa izpolnjuješ pogoje, pa imajo pravico, da te ne izvolijo, pa ne povejo, zakaj te niso izvolili, ne. Tako da to je ena taka čudna zgodba. Ampak je prav pozitivno, da se je to zgodilo. Ti osebne škode ni povzročilo, ne? Pa čuj, tak je, ne, sej, ko se ti nekaj zgodi, kar prekine tvoj vsakodnevni življenjski ritem, potem se čutiš prizadetega, ne, ampak vsaka slaba stvar ima dobro plat, tako kot vsaka dobra plat ima slabo plat, ne, tako da potem sem šele videl, ne, da če bi ostal na univerzi, da bi se usmradil. Ne, jaz recimo intelektualno tam več nisem mogel napredovati, to se sicer hecno sliši, ne. Jaz tam nisem mogel predavati o stvarih, ki me intimno nagovarjajo in strokovno nagovarjajo. Jaz lahko to zdaj predavam recimo Delavsko-Pankrski univerzi. Ja, ali pa kmetom biodinamičnim po Sloveniji, ne. Univerza pa je bila premalo široka, da bi lahko tam to govoril, ne. Jaz sem sicer tam koncipiral en predmet, v okviru katerega bi delno lahko te stvari počel, sociologija smrti, pa smo imeli velike težave z recenzenti, ki niso razumeli, zakaj gre, pa sem pač pokazal, kje vse v tujini je, se pravi, znanstveno ukvarjanje z metafiziko, znanstvena disciplina, ne, pač imamo pač naše akademsko polje na trenutke pač za časom, ne. No, tako da
Jaz sem v zadnjih letih, ko sem bil na univerzi, raziskovalno zelo užival v aplikativnih projektih raziskovalnih in v bistvu zdaj živim to. Torej, zdaj je možno aplikativno raziskovanje. To se torej, bi rekel, najbolj radikalna oblika raziskovanja, torej, kjer imaš možnost in resurse, tudi resurse, da lahko spremineš družbene strukture. To so mokre sanje sociologov. Po tistem si pa tudi postal že v drugo predsednik sveta MKC, ne? Po tistem razhodu. Ja, točno. Potem sem bil tam praktično... Do izvolitve? Do zdaj, do župan. To je bilo 4 leta, sporedno z mandatom nove direktorice, tvoje prijateljice. Kak zdaj ti to vidiš? Povejmo, da ni prijateljica. Vem, no, kak zdaj vidiš? Jaz vidim kot koristno, da smo takrat šli na razne. No, ker jaz isto govorim, meni tudi bilo zame osebno. Dost prej mora iti. Zame osebno tudi koristno, jaz sem isto izkušnjo videl pri bratu. On ni mogel filmov snemati, dokler je bil na televiziji zaposlen. Šele ko je šel na svoje, lahko začel je to svoj kreativni potencial, ki ga je potem 20 let razvijal, lahko uresničil. Mislim, da tam kot župan imaš tam en problem. Vem, kad je pravzaprav to eno žensko gnezdo, ki je nekreativno, ki se pravzaprav samo sebe je. Ampak pustiva. Ja, ne, to je problem javnih zavodov, jaz se strinjam, v marsičem. Problem javnih zavodov, da naenkrat imaš vse zagotovljeno ali pa dosti resursov zagotovljenih in potem če bi ti resursi bili drugače razdeljeni, torej znotraj nevladja, bi bili večji učinki. Sej to je... Bi bili, ne? Ja, nevladne organizacije z dosti manj denarja lahko dosti več naredijo. Res pa je, da na drugi strani, to je zdaj debata, to bo debata v okviru lokalnega... Veš, da zagovarjam privatizacijo javnih zavodov, da sem kampanjo pričel z tem. Ja, 40 javnih zavodov v Sloveniji lokalnega značaja. Ja, no, sej, to bo zanimiva razprava v okviru lokalnega programa kulture. Ali je to ta pot ali ni. Zdaj, jaz vidim tukaj z vidika, mi pripravljamo za reorganizacijo mestne uprave. In kot sociologom je jasno, da birokratske organizacije, torej birokracija, ampak ne v tem zdravorazumskem smislu, ampak v sociološkem smislu, torej te piramidalne organizacije, da so protidemokratične pa nefunkcionalne za projektno delo. Na drugi strani pa so funkcionalne za neke rutinsko upravljeno delo. In zdaj vprašanje, koliko je rutinskega, recimo v MKC-u ali pa na občini, koliko je pa projektnega. Ja, ampak v Sloveniji imamo splošen problem z nepismenostjo prebivalstva. Ljudje so neusposobljeni slediti birokraciji. Sledenje birokraciji je računovodski pojem. S tem imamo velike probleme v vseh organizacijah, mislim, da po državi. Zaradi tega se tudi dogaja veliko nepotrebnih afer, nepotrebnih nesporazumov. Se strinjam. Ampak takrat pod tvojim vodstvom v NKC-u se je tudi dogajala obnova prvega dela, prve stavbe v pekarni. Verjetno to poznaš podobno. Si bil v nadzornem, verjetno, če si bil predsednik sveta, si tudi nadzorni organ v enem, ne? Ja. In kad je bil en članek na Pop TV-u o nekih nepravilnostih v tem, ampak se je potem potihnilo? So bile nepravilnosti, saj tudi nacionalni preiskovalni urad, ko je preiskoval župana, je tudi preiskoval posel. Samo so imeli, v bistvu je MKC prevzel posel šele takrat, ko so izbrali izvajalca. Nepravilnost ni bila potem, ko je izvajalec delal, ampak je bila pred tem, ko je bil izvajalec izbran. Da izbor je takrat na vodstvo občine naredilo, tako da so potem MKC tu spustili, ko so ugotovili, da pri izboru niso imeli nič. Ampak denarni tok pa je šel preko MKC-ja? Investicija pa je pol potekala preko MKC-ja. No, torej, tisti, ki podpisuje račune, je odgovoren? Ja, za potrjeno investicijo. Ne pa za izbor izvajalca. Ja, problematični bil izbor izvajalca, zakaj je ta firma, zakaj je konstruktor ali kaj je bila. Konstruktor, a to so bili računi po 500 000 ali so bili računi posamezni? Ne, specificirani. Specificirani. Ja, tako da tu ni bilo problemov. Problem pa je bil, zakaj je bil ta izvajalec sprejet. Pa tudi zdaj... Ker so se zmenili, tako mislim... Seveda so se zmenili, ja. Zato, ja.
In tam je tudi problem, se pa še zdaj obstaja, ker je za obnovo pekarne vodstvo, da bi lahko, ne vem zakaj se mi je zdelo to realna politika, so limitirali, koliko so lahko gradbeni stroški. Ne, so rekli, da več kot 600 evrov ne smejo biti. In potem je že hotel bil dražji, ne, in zdaj, ko smo želeli dati drugo pa tretjo fazo v program, da bi lahko kandidirali za denar, sem se naredil realno kalkulacijo. Glede na to, da obstaja gradbeno dovoljenje, obstaja projekt, se točno ve, koliko opeke železa, mislim, vse, kar je potrebno, in so prišli do cifre 1140 evrov kvadratni meter. In potem mestni svetniki tega niso rekli, to je preveliko povečanje, ne, teda zdaj čakamo na tretjo oceno, mislim, da bo ista kot ta. Ne, ker tudi prejšnja kalkulacija, 600 evrov so se stroški skozi dvigovali. Ne. Ampak zanimivo, ne? Podoben center se je pred 2 leti preden je se pekarna prva stavba obnavljala, se je v Gracu naredil eksploziv. Sodobno kulturni center za mladino, podobnih vsebinskih smernic. Ampak je zanimivo to namreč, da je veliko cenejši. Gradnja je bila veliko cenejša. Ja, zdaj, če pogledamo, kaj so zgradili, ne, kaj so naredili, je pa pravzaprav še več kot veliko cenejši. To ne vem, zdaj ne poznam tega. Bi bilo zanimivo to je bila novogradnja ali obnova stare stavbe? Obnova stare stavbe plus ena novogradnja. Aha. No, tu je bila cela obnova stare stavbe, ja. No, to težko zdaj tako, ne poznam. Ja, no, saj. Podjetniško, tudi drugi problem imamo ob nepismenosti v Sloveniji. Podjetniško smo v Sloveniji slabo usposobljeni, slabo izobraženi. Ne? Vprašanje je, če so menedžerji dovolj podjetniško izobraženi, menedžerji na položajih. Ne? Sicer to težko sodim, ne. Vem pa, da imamo mi en kulturni problem v Sloveniji in to je to, da zelo težko nastopamo v prvi osebi ednine, ker se že na ravni naše sintakse pozna. Ne? Učitelji slovenščine še zdaj učijo, da je nepravilno reči jaz grem v trgovino, ampak nam razlagajo, da je pravilno povedati grem v trgovino. Torej, v čem je finta? Jazo se izogibamo, ja, to je. Ja, to je pomeni, da imamo zabrisano subjektiviteto, ne? Torej ni jasno izražena subjektiviteta. In obenem odgovornost, individualna odgovornost. Seveda, potem pa ni individualne odgovornosti, če ti sebe ne doživljaš kot subjekt, kot vodjo, kot jaz sem tisti, ki odgovarjam, ne? Ampak to je zabrisano, ne? In zato imamo kolektivna odgovornost. Ja, torej, še vedno torej odgovornosti zunaj, ne? Zdaj vidim tu pri stajniškem sosvetu, ne? Zdaj bi radi, da bi se stajniški sosvet nekako transformiral. Sem rekel, ok, ni problema. Naj nekdo napiše predlog, ja ne, župan, vi to predlagate. Zakaj bom jaz predlagal, da se spremeni, ne? Če nimate jajc, pa se te noben ne bo tepal, noben ti ne bo nič naredil. Daj točko na dnevni red. Ne? No, samo če bi jaz postal župan, ne bi več sodeloval v stajniškem sosvetu, mislim. Ja, dobro, to je bila ena moja obljuba, da bo komunikacija z stajniškimi skupinami, jaz pravim tako imenovanimi, ne? Ker v bistvu stajniška skupina, ki je realno obstajala, torej skupina na Facebooku, ni član stajniškega sosveta. Ne? To so vse pač skupine, ki so posredstvom nastale. Ampak vsled intervjuja, ki se počasi bliža koncu, vendarle ugotavljam, da vse tvoje ideje o družbenosti, da so bolj konzervativne. Ne? Torej se strinjaš, da je individualna odgovornost potrebna, da je nekje. Ja. Vsod smo ugotovila, ne? Da le bolj da si iz konzervativnega miljeja ideološko nekje. Vse tako vidim zdaj. Možno, da se to tako vidi. Ne? Jaz nimam s tem problemov. Ne? Jaz nimam s tem problemov. Jaz ne mislim, da je to problem. Ja, zdaj ta postmoderna paradigma me ni prepričala. Ne? Razsredinjen subjekt me ne prepriča. Jaz mislim, da človek mora biti jasno
jasno vertikalo svojega jaza mora imeti postavljeno, če želi funkcionirati, Slovenci pa še posebej. To je v drugih okoljih, recimo v enem nemškem ali pa francoskem okolju, tudi ameriškem, je postmodernizem, ampak dobro, to je tako že preteklost. Je imel nek naboj za to, ker so ljudje zelo jasno skozi sebe delovali in ta prezenca, prisotnost jaza je bila jasno artikulirana. Pri Slovencih pa ni, tako da... To je problem? Ja. To je največji problem? Ja. Ker se nihče noče postaviti kot vodja? Ja. To je... Ja. V glavnem, si pa nastopil zdaj župansko funkcijo, že upravljaš 2? Ne, ni še leto. Jaz sem aprila sem nastopil, volitve so bile 16. marca. Ja, pač takrat sredi marca, potem aprila sem nastopil, zdaj bo pa 10 mesecev. 10 mesecev, ja. Kako si intimno, osebno doživljal ta razhod med ekipo Rajić? Nič problematičnega mi ni to. Jaz sem študente učil, da dal jim kot primer projekt Apollo, kjer se je ekipa v enem letu 16krat zamenjala. Odvisno pač od faz, kakor so projekti laufali. Zdaj, na začetku, jaz sem bil posameznik, ki sem pač padel v to zgodbo, za mano ni stala neka skupina ljudi in je bilo treba to skupino ustvariti. Zdaj, kar se tiče gospoda Gorana, jaz sem želel imeti v skupini Karin Jorše, zdajšnja direktorica upravne enote, ker sem želel imeti enega insiderja, torej nekoga, ki se spozna na javno upravo. Jaz tega ne poznam. Jaz se tega, ko me učim. Zdaj, ona nekako je dosti pomagala pri sami kandidaturi, torej program sva recimo še ga je zelo temeljito prebrala in popravila do te točke. Potem pa se nekako je bil za njo prevelik riziko, tako sem se jaz doživel, da bi šla v kandidaturo skupaj, da bi šla v ekipo, ko ne ve, kaj bo čez leto pa pol. To je čisto normalno. Tako da je potem sem iskal drugo osebo in Gorana spoznam, pač Gorana Rajića poznam že dolgo časa, tudi smo še tam v drugi polovici 80-ih skupaj delala na vprašanjih vpeljave mladinskih programov v proračunske dokumente takratne občine. In potem, ko sem ga opazoval na vstajniških teh srečanjih, se mi je zdelo, da je nekako prišel v to svojo modro fazo, torej umirjenega, ni vsiljeval svojega mnenja, malo je govoril in tako. Tako da sem potem nekako agitiral za njega, ko je ekipa nastajala. Potem pa, dobro, on je seboj pripeljal še Gregorja pa Natašo. A on je pripeljal Gregorja? Ja, to je bil njegov pogoj, Gregorja pa Natašo. Jaz Nataše nisem poznal, ampak se neko dobro, da če ti praviš, da je okej, je okej. Torej, da pravno stvari obvlada kot pravnica in taki premislek, mi tako v ožji skupini smo tako potrebovali. Tudi zdaj imamo eno kolegico, ki zdaj pred doktoratom prava in te stvari dela. Na drugi strani pa sem Gregorja poznal scene in se mi zdelo čisto fajn, da bi tudi bil v ekipi nekdo, ki ima te občutke nevladnega polja v vladnem ali pa v tej javni upravi. In Gregor se mi zdi kar fajn začel delati. Zdaj, Goran pa enostavno ni mogel, težko prehitro se vse dogajalo, ampak se pravi, da to je težko o tem govoriti tako. Ni point tega intervjuja tudi. No, tako da s tem nimam problema, ljudje prihajajo, ljudje odhajajo, tudi jaz sem prišel v to zgodbo na neki točki, bom odšel iz te zgodbe, tako da treba biti zelo fleksibilen, okolje je zelo nepredvidljivo in kot pravi dr. Karolina Babič, bom uspešen župan, če bom sposoben menedžerirati nepričakovanost. To je res, vsak menedžer se ukvarja ravno s tem, z nepričakovanim faktorjem in to je vedno večji. Mariborčani so se navadili šimfati. Torej, kjerkoli pridejo izven Maribora,
So v krču, Mariborčani so v krču, samo šimfajo. Maribor je vse slabo. Moram reči, da se tudi sam težko temu opremim, da sam tudi temu podlegam. Kaj bi bilo potrebno narediti, da bi Maribor gospodarsko, recimo gospodarsko tudi, kaj mislim, da je to najpomembneje, ne? Zato, ker ljudje nimajo kruha zaradi tega šimfajo. Ja, mi v programu o gospodarstvu nismo ničkaj dosti pisali, ker tudi to ni bila tema predvolilna, ne? To je bilo prav interesantno. Zdaj pa ogromno delamo na področju gospodarstva, iščemo investitorje, povezujemo subjekte v Mariboru, da bi lahko nudili, ne vem, pogoje, ne, za investicije. Ne, tako da to je eno, ne, drugo, zdaj pa kar se šimfanja pa tega tiče, to ni samo problem Maribora, to je nasplošno problem Slovencev, Slovenčkov, Slovencelno, pač kakorkoli, kdo uporablja ta termin. Ja, to je tvoja kolegica bivša? Tudi Vesna. Ja, tudi Vesna. Ne, in je to in mislim, da je to problem povezan s tem na eni strani, kar smo govorili, da je subjektiviteta Slovencev še premalo jasno izrisana, in na drugi strani pa to ne, in to pa posledično pomeni, da neprestano so drugi tisti, ki nekaj ali ne omogočajo, ali pa so toliko butasti, da ne naredijo tega, kar bi morali narediti, in zato to vem jaz, on pa tega ne ve, ne. No, samo sistem je, ne, mi nismo prevzeli germanskega, niti ne pravnega sistema, niti ne gospodarskega, medtem ko kulturo organizacije pa imamo bolj mediteransko, ne, torej. Formalno ni čisto tak, ne, mi imamo dosti pravnih aktov čisto po germanskem pravu narejenega, ne, mi imamo to celinsko, tudi to celinsko pravo pri nas funkcionira. Res pa je, da smo dosti bolj, praviš mediteranski, to bi mi bilo všeč, ne, dosti bolj balkanski, ne. Nisem rekel balkanski, ker to ne obstaja, to ni formalni izraz, ampak balkanski so. Ne, jaz mislim, da dosti bolj balkanski, ne, in je tu nastala kultura, s katero nismo zadovoljni, vseeno pa v njej sodelujemo. No, ampak ima recimo ena lokalna skupnost, občina in vodja občine, župan, možnost to spreminjati, ker zakoni v državi so takšni, kakšni so, sistem je takšen, kakšen je, gospodarski sistem. Odgovor je ja pa ne. Ja pa ne. Zdaj, ker z lokalnimi predpisi nekaj lahko narediš, ne? Nekaj se da narediti, ne? Ampak zdaj konkretno Hobotnica, Kanglerjeva ni samo bila zunaj občine, ne? Tam smo ene stvari odrezali, v Snagi, v Nigradu. Javnih podjetjih je občin. Nekaterih, ne še posod. Potem pa Hobotnica tudi v mestni upravi. In tu ne moreš kar tak priti pa nekomu glavo odrezati. Zato, ker so ljudje zaposleni po zakonu, zavarovani in tako naprej. Jaz sem tudi legalist, ki želim, da se to pač po nekih pravilih stvari naredijo. Tako da, na drugi strani pa seveda ima župan, ima moč. Ima moč, ima tudi moč v odnosu do mestnega sveta, čeprav je mestni svet ostal stari. Mi smo rebalans sprejeli, torej smo dosegli večino, torej župan za svojo ekipo dosegel večino v mestnem svetu. Rebalans 2014 je treba povedati. 2013, ja, 2014. Zdaj pri proračunu 2014 je zelo zanimiva zgodba, da so vsi ga pohvalili v prvem branju, potem pa smo ga tesno izglasovali. Zdaj kot drugo branje pa se moramo še vedno pogajati, torej 20 proti 24, 20 za, 24 proti. Tako da, ampak to tudi pomeni, da kljub temu, da formalno župan nima večine v mestnem svetu, se že samo dejstvo, da se je župan v mestu zamenjal, pa da se neka logika v mestu menjava, se tudi ljudje, ki so prej podpirali bivšega župana, zdaj spreminjajo. Tako da ni črno-belih odgovorov, življenje je barvno. Vedno je iskanje dobre mere med različnimi. Meni je zanimivo, kako me vidijo recimo drugod po Sloveniji. Tako da Slovenci znamo biti zelo pikolovski, dlakocepski in pač te standardne zadeve o favšiji in teh zadevah. In zdaj eni prav se tega ne zavedajo.
no, vse video bi lahko posnela nadaljevanko, po vsaki temi bi lahko posnela posebej enourni intervju, mogoče res počasi zaključimo ali pa drugič. V glavnem, dajmo eno zaključno misel za tiste, ki bodo leta 2029, naprimer 31. decembra 2029 gledali tale intervju, ki bo dostopen na internetu še vedno, verjamemo. Eno zaključno misel, lahko v Mariboru recimo. Ja, leta 2029 bom z veseljem to poslušal, pa bom videl, če se lahko strinjam sam s sabo. Najlepša hvala, Andrej Vitovec. Ok, važi.